Spoštovane dame, cenjeni gospodje, dober večer in dobrodošli v novi oddaji Osebnost meseca za osebnost leta 2025 televizije Vaš kanal. To so tiste oddaje, v katerih spoznavamo izjemne posameznike, ki želijo, hočejo, znajo in zmorejo spreminjati ne le sebe, ampak tudi ljudi okrog njih. Osebnost meseca julija je nekdanji teniški igralec, prvi in zaenkrat še vedno edini Dolenjec na svetovni teniški lestvici, sicer sladkorni bolnik tipa 1, ki pa premika meje mogočega s športom. Lani je kolesaril, letos želi hoditi. Ekstremni podvigi, veliko srce. Žiga Papež, dober večer in dobrodošli v studio naše televizije. Dober večer in hvala za povabilo. Pa začniva tudi midva najin pogovor s slovensko transverzalo, s podvigom, ki ga načrtujete ob prehodu v novo šolsko leto. Pravzaprav nič nenavadnega ne bi bilo, če si je ne bi nenavadno zastavili. Samooskrbno jo želite prehoditi v rekordno kratkem času, brez neke pomoči od strani. Vse to zahteva neko skrbno načrtovanje, tudi načrtovanje vsakega dneva posebej verjetno. Ja, res je. Prav z razlogom sem nekako šel v to zgodbo samooskrbno, ker se mi zdi, da je to neka dodana vrednost ali pa še dodatna motivacija za ljudi, da jim pokažem, da se pravzaprav lahko čisto vsak posameznik s kakršnokoli neko omejitvijo, pa ne bo to kronična bolezen ali pa sladkorna bolezen, odpravi na tako pot brez nekih, bom rekel, zunanjih dejavnikov v smislu pomoči, brez nekega hudega, ekstremnega, natančnega načrtovanja. In je konkreten razlog za tem, da sem se podal na to pot samooskrbno, ampak ja, je pa to en razlog več, da se moram lotiti tega podviga majčkeno bolj previdno, s kakšno rezervno hrano v ruzaku, vodo, da me ne preseneti kaj v naših visokih hribih. Pa spomniva še malce na te številke, za kako veliko razliko višinskih metrov gre, za kako dolgo razdaljo gre. Ja, ta pot je dolga kar 616 km, verjetno bo še kakšen kilometer več se nabral, ko bo mogel kakšno trgovino skočiti ali pa podaljšati do kakšne koče. Kar 37.000 višinskih metrov treba na tej poti premagati. Dejansko pa se mi zdi, da je največji izziv ravno to, da vse koče ves čas niso odprte na poti. Tudi vodo ne moreš kar tako kupiti na vsakih nekaj kilometrov v trgovini. Tako da ja, tukaj bo potrebno res skrbno načrtovanje. Tudi neka dodatna ovira definitivno je moja sladkorna bolezen, zaradi katere bom mogel imeti v ruzaku kakšen kilogram tudi medicinskih pripomočkov, inzulina. Tako da, ja, morda na prvi pogled se sliši nekako enostavno, ampak že ta številka, to dejstvo, da ljudje to leta in leta zbirajo te žige, da bi slovensko planinsko pot nekako pokljukali v celoti, in povprečen pohodnik porabi kar 38 dni, da to pot premaga. Jaz pa bom poskušal v 18 dnevih, no vsaj tak je cilj. Pri doseganju tega cilja 18 dni bo verjetno eno ključnih vlog igralo vreme. Res je, če lani me vreme ni tako motilo, torej ko sem šel s kolesom na Nordkap, se je nekako le dalo kolesariti tudi v deževnih dnevih, ki so bili včasih tudi po 3 dnevi zaporedoma. Pa letos v gorah zaradi varnosti tega ne bom poskušal, si ne bom dovolil riskirati tudi najhujšega. V hribih vemo, da vsaj v slovenskih hribih je kar nekaj teh gorskih nesreč, tako da na prvo mesto bom definitivno postavil varnost, pa tudi, da bom zgled ostalim. Če vas je bolezen po diagnozi v najstniških letih omejevala, jezila, če nekako niste želeli sprejeti kot del svojega življenja, je danes popolnoma drugače. Na nek način ste prvi ambasador sladkorne bolezni in poskušate pokazati, da se da kakovostno živeti tudi z njo.
Res je, nimam kaj skrivati. V preteklosti so bila turbulentna obdobja in dostikrat sem se nekako sramoval te bolezni. V čisto tistih začetnih fazah sem jo celo zanikal in nekako je nisem sprejel. Danes, v zadnjih letih, pa čedalje lažje mi je, pa to bolezen res sprejemam v polni meri. Ne samo to, kažem jo naven, ker se mi zdi, da je v prejšnjih desetletjih se je prijela tej bolezni neka stigma in ljudje dostikrat niso želeli povedati, da to bolezen imajo. Sploh tisti ljudje, ki so bili na kakšnih položajih ali pa mogoče vrhunski športniki. Na to se je gledalo kot nek hendikep in enostavno razumljivo niso želeli sporočati, da ta hendikep imajo. Tako da jaz pa želim pokazati ravno obratno, da če znaš poslušati svoje telo, če upoštevaš neke osnovne zakonitosti narave, prehranjevanja, zdravega gibanja, je lahko ta bolezen v bistvu tudi v pomoč. Eden od predmetov, ki ga imate vedno s seboj in ni samo predmet, ki ste ga prinesli danes na oddajo, je pripomoček, brez katerega sladkorni bolniki pravzaprav ne morete. Ja, res je. Veliko ljudi me vpraša, kaj to okrog pasa skozi visi ven in ta cevka, inzulinska črpalka, brez katere v zadnjih letih, odkar je medicina napredovala na ta nivo, da si ne rabim injicirati inzulina preko injekcij. Lahko živim z inzulinsko črpalko, ki ti malček tudi pomaga, če kdaj se kaj pregrešiš in dejansko si drzni sama tudi dati malček inzulina in ti pomagati. Tako da ja, to je eden izmed predmetov, ki je z mano 24 ur na dan. Če ga malce bolj pokažete gledalcem, ki nimajo stika s sladkornimi bolniki, če malce poveste morda, kako zahteven spremljevalec je? Ja, na začetku je res, bom rekel, tak zahteven spremljevalec, sploh pri dekletih, s katerimi se tudi veliko pogovarjam, še pokaže malo bolj naven, da nekaj imaš, da si drugačen. Ampak po začetnih tistih težavah, ki ti jih povzroča ta črpalka, pa se zelo hitro zgodi ta preobrat v možganih, da enostavno ti res veliko več pomaga, kakor te obremenjuje. Tako da zdaj niti več ne skrivam. Ko ste dobili diagnozo, ste igrali tenis. Želeli ste si postati vrhunski, profesionalni teniški igralec. Še danes velja, da ste edini Dolenjec na svetovni ATP teniški lestvici. Kako je potem vse skupaj vplivalo na vašo kariero? Ja, jaz sem to bolezen dobil že pri 12 letih, tako da ravno v tistih letih, ko sem nekako končno dojel, da lahko uspem nekako v tenisu. Tudi uvrstil sem se v reprezentanco in tako naprej. Potem je sledil ta šok. Nekaj let sem, bom rekel, malček s težavo sprejemal to boleznijo. In vsa nadaljnja leta sem razvijal tudi svoj tenis, tako kot svojo sladkorno bolezen, mi je bilo nekako lažje, ampak ko sem prišel na tisti najvišji nivo, res na to svetovno teniško lestvico in se poskušal zoperstaviti na najvišjem nivoju, tudi danes, s katerimi sem igral, ki so danes po televiziji, lahko v Wimbledonu gledamo in tako naprej, so te razlike tako majhne, niti ne več v procentih, ampak v promilih, da iskreno povedano, tudi sladkorna bolezen je terjala nek davek, predvsem iz vidika regeneracije. Nekateri moji soigralci so lahko trenirali po 3-krat več, jaz pa sem potreboval 3-krat več počitka. Tako da nekaj let sem vztrajal na tem najvišjem nivoju, čez čas pa sem se mogel odločiti za zdravje ali pa teniško kariero. Mislim, da sem se prav odločil, da sem zbral zdravje. Ampak tenisa niste takrat popolnoma izločili svojega življenja kot teniški trener. Ste kar nekaj mladim tenisačem odprli pot in ljubezen do tega športa. Ja, res je, definitivno ne moreš kar tako na hitro odrezati tega čudovitega belega športa. Imel sem priložnost potem v tistih prvih letih po moji karieri, da delam z mladinsko kitajsko teniško reprezentanco. Takrat sem tudi ogromno nekih novih držav doživel, zato sem danes tudi prinesel tale potni list, ki je eden, bom rekel, mojih največjih hobijev. Rad potujem in tudi takrat sem videl, da je svet čudovit in imel priložnost, mislim, da danes že
če se štejemo vse skupaj preko 70 držav obiskati tega sveta, tako da ja, tenis mi je dal tudi to drugo plat. Katera od obiskanih držav se vam je najbolj zasidrala v srce? Jo, to je pa eno izmed najtežjih, najbolj nehvaležnih vprašanj, ker res vsako državo, ki pridem, poskušam seveda nekaj prebrati o zgodovini, kulturi te države, skozi hrano lahko spoznaš državo čudovito in so neke specifikacije, definitivno ne moreš pričakovati, če greš v Azijo, enako življenje, kot če greš v neke evropske države, ne. Ampak ja, jaz sam obožujem neke mogoče malo manj razvite države, ki me vrnejo, oziroma bom rekel, moje razmišljanje, srce vrnejo tisto preprostost, da se da živeti enako srečno ali pa še bolj srečno z manj. In ja, definitivno mogoče tiste kakšne afriške države so mi zelo pri srcu, tudi neke azijske, južnoameriške, tako da tisto, kar je mogoče malo drugače kot Evropa. Kar nekaj držav ste obiskali tudi lansko poletje, sicer s kolesom na posebni dogodivščini od Italije do skrajnega severa Evrope, do Nordkapa, 4000 kilometrov v 21 dneh. Nenavaden podvig z izjemno dobrim zaključkom. O tem podvigu ste že veliko povedali. Kaj pa je tisto, recimo, česar bi se lotili drugače, če bi šli še enkrat na to pot? Ja, to je zelo nehvaležno govoriti o tem, ker itak potoči, ne, zvoniti je vedno prepozno. Ampak mogoče bi bolj užival v tistih slabih trenutkih, ker bi se zavedal, da bi jih premagal. V tistem trenutku, ko si dan v eno težko situacijo, enostavno tvoje telo in možgani sporočajo, da se ta situacija ne bo končala morda najbolje, ne? In takrat je res težko uživati tudi v tistih težkih trenutkih. Tako da definitivno bi moj pristop, moj pogled majčkeno spremenil v tistih težkih trenutkih. Težki trenutki niso bili samo slabo vreme, težki trenutki so bili tudi zapleti z inzulinsko črpalko. Ja, tudi en senzor sem zgubil na poti in potem sem v bistvu ostal na tisti zlati rezervi na koncu, ki je nekako zdržala, ampak še danes, ne vem, moram kar potrkati še za nazaj. Sem imel več sreče kot pameti. Tudi to, evo, no, mogoče bi vzel kakšen senzor za merjenje sladkorja več sabo, kakšen v bistvu rezervni del za inzulinsko črpalko, evo, še to. To je torej tisto, kar boste zdaj imeli s seboj, ko boste šli na transverzalo? Ja, letos ne bom skoparil s tem, rajš kilogram več. Kateri spomin iz tega vašega kolesarskega potovanja na Nordkap vam je še posebej ljub? To je spet eno izmed tistih težkih vprašanj, ker moje razpoloženje in dojemanje te preizkušnje, te avanture je šlo iz enega ekstrema v drugega, z neke totalne depresije, melanholičnosti, pa potem do neke ekstaze, ne? In vse skupaj to, ko se je prepletalo, ravno to je tisto najlepše na koncu, ki pogledaš, ne? Tudi tisti slabi trenutki danes, ki jih pogledam, so čudoviti konec koncev, ker sem jih premagal in zaradi tega si se nekaj naučil in si boljši kot oseba, ne? Ampak ja, tisti prihod v cilj bo najbolj živ do konca mojega življenja in tisti klic na zadnjih, mislim, da 500 metrov do cilja sem se prav ustavil in poklical družino preko videoklica in ko smo bolj malo govorili, smo več jokali, to še zdaj dobivam solzne oči, no, ko se spomnim na ta trenutek. Ta podpora družine je zagotovo ena najpomembnejših stvari, ne samo zaradi ekstremnih športnih podvigov, ampak tudi nasplošno pri življenju s sladkorno boleznijo. Ja, tega ne moramo zanikati. Že v mladih letih, ko sem zbolel, če ne bi imel staršev na mestu, da bi to bolezen sprejeli profesionalno, odgovorno hkrati, ne bi danes verjetno bil na tem mestu, da bi lahko drugim nekako vlival motivacijo, lahko bi bila zgodba popolnoma drugačna. Tako da družina je odigrala, starša, oče, Sandi, mami, Anita sta tukaj res, mislim, kapo dol, za celo življenje bom hvaležen za to. Danes pa majčkeno prevzema to vlogo moja draga Erika. Ona pa
na enako ali mogoče kdaj še bolj direkten način pove, da se ne morem hecati, da enostavno ta bolezen ima lahko dolgoročne posledice in me podpira čist predvsem z kuho doma, ki je vrhunsko prilagojena nekim mojim potrebam sladkorne in športnika, do kdaj, ki mi zvečer kaj zapaše, pa kaj zabrus nazaj, da tole sladko boš pa rajš prestavil na drug dan. Tako da, ja, brez podpore veliko težje, veliko težje. Letos ste se že lotili enega zanimivega podviga. Maraton ste pretekli. Sem že malo pozabil, ja. V Rimu, ne? Res je. Zakaj ste izbrali italijansko prestolnico? Jaz sem vedno sanjal o tem maratonu, da ga bom enkrat pretekel daljni neki prihodnosti, ko bom star, ne vem, 50 let, takrat, ko se bom tudi bolj samo za vzdržljivostne športe nekako moje telo prilagodilo. Ampak sem kar hitro potem tole poklukal, no. Ne vem, kje sem dobil sploh idejo, vedel sem, da bom mogel se nekako tudi tekaško pripraviti za tole transverzalo in sem si dal en mal krajši oziroma kratkoročnejši cilj. Marca sem se kar prijavil v maraton v Rimu. Rim pa ni, bom rekel, čisto naključno. Prvo obožujem italijanska mesta, staro to italijansko kulturo in če niso Atene, iz kjer nekako prihaja ta maraton in cel koncept maratona, se mi je pa zdel Rim res primeren. Ima eno tako dušo, tečeš mimo Koloseja, se počutiš kot en bojevnik. In ja, žal je bilo pa tako, no, moram povedati, da treniral sem seveda za nek dober rezultat. Sem majčkeno preforsiral moja stopala in takrat sem si vnel neko ves v stopalu in sem vedel, da vrhunskega rezultata ne bom mogel narediti. Lahko pa vse skupaj zapeljem majčkeno v tako smešno, bom rekel, dogodivščino, ki se bom zapomnil ali pa povedal tudi svojim vnukom. Oblekel sem se v bistvu polno rimsko, staro rimsko opremo in celoten maraton pretekel kar v tej opravi. Celoten maraton pretekal in na koncu z nasmeškom prišel v cilj. Točno to. Torej, bojevnik je svojo bitko dobil. Ja, tukaj je bilo tudi majčkeno simbolično, ne. Želel sem tudi pokazati, da vsi ljudje, ki imajo neke kronične bolezni, so bojevniki na nek način in bojevniki lahko tudi opravijo potem s takimi preizkušnjami. Si ti na nek način, lahko jim rečemo kar ekstremni športni podvigi, kaj ne? So kaj? So spodbuda, motivacija za vas same, za druge ljudi, ki imajo sladkorno bolezen ali nasplošno za vse, ki vse prehitro radi rečemo, da nečesa ne zmoremo? Bom čisto iskren, tukaj sem šport skoraj v bistvu celotno mojo teniško kariero jemal skozi rezultate, skozi nek performance, skozi številke, uspehe in tako naprej. Tudi ob dan sem bil s tako množico ljudi, ki so govorili, da je to šport, ne. Ampak zelo hitro po karieri in danes to čedalje bolj dojemam in želim tudi promovirati tak način gibanja, športa, da je to pravzaprav samo en tak zelo lep življenjski slog, ki ti da neko prvo fizično dobro pripravljenost, torej naše telo zmore veliko več, bo bolj čilo več let. In misli delujejo čisto drugače, naši možgani, če smo v gibanju, delujejo popolnoma drugače, bolje. In da hkrati lahko tudi ta šport, zaradi tega športa naše pripravljenosti, lahko doživljamo neke stvari, ki jih mnogi drugi potem ne morejo zaradi tega, ne. Lahko gremo na neke 2000-ake, povežemo kakšne transverzale, gremo tudi v kakšno drugo državo s kolesom in si na tak način ustvarjamo nepozabne življenjske trenutke. Tako da to je moj cilj in to je tudi dodaten cilj, da pokažem, da je šport ravno to, ne pa neki rezultati in številke. Ko razmišljate o svoji sladkorni bolezni, recimo, česa si želite, kaj bi bilo za vas idealno? Seveda, ja, idealno bi bilo verjetno, da je ne bi bilo, ampak ob upoštevanju, da je del vašega življenja. Ja, vsi sladkorni bolniki verjetno sanjamo o tem, da se bo enkrat ta bolezen pozdravila, ne? Da bomo iznašli neko čudežno zdravilo, ki bo takole, boš naredil in boš brez bolezni.
Jaz še vedno upam na to, ampak če se to ne bo uresničilo, bi pa samo želel, da še vedno ta tehnologija napreduje na tak način, kot je v zadnjih letih, da nam vsaj majčkeno pomaga in olajša vsak danik, da dejansko ne pomislimo na vsakih 10 minut na sladkorno, kar je tudi dokazano znanstveno, da dejansko diabetik vsakih 10 minut pomisli na to bolezen, ker mora preveriti inzulinsko črpalko, mora preveriti sladkor, kaj se dogaja, da vidi trend gibanja sladkorja. Tako da mogoče malo več sproščenih misli bi se želel da vliva motivacijo naprej še naprej ostalim, pa ne samo diabetikom, ampak tudi zdravim, da se da marsikaj narediti v življenju. Pred vami v jesenskem mesecu je še en zanimiv projekt dobrodelne narave. Ja, to je pa ena taka skrita bila moja želja že kar nekaj let, ampak nikoli ni bil tisti pravi trenutek, da bi se tega lotil. No, zdaj sem se pa končno opogumil, ker je konec koncev neka odgovornost, da pripraviš en tak dobrodelen v bistvu športno-izobraževalni tabor za otroke s sladkorno boleznijo. To upam, da se bo vse dobro išlo na koncu. Računam, vsaj približno 25 do 30 otrok bi v tem prvem terminu vzel, da se tudi jaz malo navadim, kako je delati na tak način, na kaj moram paziti. In upam, da se bo prijelo, da bom lahko v naslednjih letih imel še več, še spomladanski, poletni in še kakšen jesenski, zimski tabor. Pa da pa poveda še mogoče, koliko starim otrokom je namenjen ta tabor in tako naprej. Tako, ja, ta tabor je namenjen od 10 pa do 16 let, tako da kar ena taka lepa starostna skupina. Res bo fokusirano na športne aktivnosti, to, kar jaz rad počnem, da otrokom predstavim. Malo bo tudi tekmovalnosti, bodo razdeljeni v skupine. Posebnost bo tudi to, da imam te mentorje, vse z sladkorno boleznijo tipa 1, torej so res izkušeni, živijo že s to boleznijo kar nekaj let in jih osebno zelo dobro poznam in jim zaupam, tako da bo res tudi za varnost poskrbljeno na najvišjem nivoju. Šport vam je verjetno zapisan v genih, diabetes se je pridružil kasneje. Kaj pa življenjski pogled na življenje? To se je tudi verjetno izoblikovalo skozi leta. Ja, kot sem že prej omenil, šport se lahko jemlje na različne načine in jaz sem ga na začetku res dojemal in nekako gledal na to kot samo rezultati. In ne bi se rad ponavljal, ampak ja, šport je veliko, veliko več od tega. Veliko nam lahko da, poleg zdravja, še ogromno enih doživetij, prijateljstev, spoznanj. In upam, da bom predvsem užival v športu, da bom zdrav in da bom širil še ta glas naprej. In to prenesli seveda tudi na udeležence tabora, ki pridejo prihodnji mesec. Definitivno. Ob zaključku najinega pogovora, kaj bi sporočili našim gledalcem oziroma kaj želite, da si zapomnijo, katero popotnico v večer bi jim dali? Ja, danes smo veliko govorila o športu. Jaz mislim, da sem jasno povedal, kakšen način nekako jaz podpiram in stremim, kakšnemu načinu življenja. Bi pa mogoče povedal še to, da pazijo pri hrani. Danes je ogromno enega zavajanja, tudi, bom rekel, skozi marketinške aktivnosti v trgovinah in tako naprej. Veliko stvari izpade, kot je, da je nekako ne vpliva na naše zdravje, brez sladkorja velikokrat vidimo danes. In to je ena največjih zablod, bom rekel, v zadnjih letih. Veliko stvari, kjer piše, da je brez sladkorja, še ne pomeni, da dejansko dobro vpliva na tvoj krvni sladkor. Lahko je ravno obratno. Še vedno močno poviša tvoj krvni sladkor, povišan krvni sladkor pa lahko vodi do mnogo zapletov zdravstvenih. In predvsem naj bojo nekako kritični do tega, kar vidijo, naj preberejo, se pozanimajo, lahko tudi mene vprašajo, ne bom jezen, rad odgovarjam na taka sporočila, ko mi ljudje pošljejo tudi kakšno slikco iz trgovine, je to dobro, tako da z veseljem pomagam in ne bo življenje sladko, ampak bodite previdni pri tem sladkorju. Žiga Papež, hvala za vaš obisk v studiu naše televizije. Želimo vam seveda srečno pri športnih in življenjskih izzivih. Še enkrat hvala za povabilo.
Spoštovane in spoštovani, poletje se je prevesilo v drugo polovico. Nekaj spominov smo že nabrali, nekaj načrtov že zasnovali. Kakorkoli in kjerkoli že preživljate dneve, za nocoj hvala za vašo pozornost, za vse ostale dni pa bodite lepo.